Danes lepo pozdravljeni z našega prelepega sočnega Kamnika, v katerega sem prinesla kar nekaj tehnične opreme, ki seveda ne dela. Torej zvok in slika bosta nekoliko slabše, kot sem načrtovala, a vseeno. Moje ime je Lili Sorum in danes se pogovarjamo o januarju leta 2019. Karmično leto, intenzivno leto, kar malo se ga bojimo, pa je res tako grozno? Ne. Karma ni prekletstvo, ni kazen, ne pomeni, da bomo zdaj globalno vsi trpeli. Pomeni pa, da bomo postavljeni pred svoje lastne slabše odločitve. Kar pomeni, da imamo možnost, novo priložnost, se pravi, imamo možnost to popraviti. Torej vsak pri sebi naj pogleda, kaj bi lahko v preteklosti storil drugače. Kakšen človek ste bili? Kakšen človek ste zdaj? Kakšen človek si želite biti? Katerim stvarem iz preteklosti si želite resnično vrata zapreti? No, sam mesec januar pa nas povezuje tudi z našo lastno preteklostjo in preteklostjo naših prednikov. Zato sem se tudi odločila tole posneti tukaj. Poglejte te čudovite hiške, postavljene v 17., 18., 19. stoletju, ki so še vedno z nami. Koliko bi se lahko naučili ali pa vsaj slišali, če bi stene lahko govorile. Kaj pa vi? Koliko se pogovarjate s svojimi dedki, babicami? Poznate njihove zgodbe, običaje, njihove navade? Poznate legendo o Veroniki iz Kamnika? Bomo jo povedali. Torej, v mesecu januarju se povezovati s svojimi predniki, svojo preteklostjo, prisluhniti sebi. Ker jo povezujemo ta mesec številom 4, je pomembno, da ste čim več v naravi in da poslušate svoje telo. Torej, ali ste utrujeni? Če ste preutrujeni, pomeni, da ne stopate po svoji poti. Ali ste polni energije in komaj čakate, da se naslednji dan prične? Če ste na svoji poti, potem ste tudi veliko bolj radostni. V mesecu januarju jejte hrano, ki raste v zemlji, se pravi krompir, korenje, peteršilj. Oblačite se v oblačila barve rjave, tudi malo rdeče. Bodite čim več zunaj, bodite bosi, to je sicer glede na temperature, ki nam jih napovedujejo v januarju, ki naj bi bile polarno mrzle, malo težje, ampak mogoče vam pa to paše. Vzeti si čim več časa za sebe, pregledati svoje strahove, svojo preteklost in tako nekako usmeriti svojo prihodnost v lepšo smer. Vsak mesečnik bo imel tudi delo za dušo, ki ga bom dodala kasneje. Za sedaj pa še en pogled na tale prelep muzejček in potem gremo pogledat Veroniko. Legenda o Veroniki. Tam gor na malem gradu je živela lepa in bogata grofica. Denarja je imela cele kadi, ki jih je skrbno varovala v podzemni kleti. Bila pa je zelo skopa. Nekoč je na njena vrata potrkal berač in jo poprosil pomoči. Veronika se je zelo razjezila. Udarila je s pestjo po zidu tako močno, da se v kamnu še danes vidi luknja. Zavpila je: raje se pri priči spremenim v kačo, kakor pa da bi ti dala en sam krajcar. In komaj da je Veronika to spregovorila, že se je spremenila v grdo pošast. Postala je pol žena, pol kača. In še danes hodi poležavati na stopnice pred kapelo in čakati rešitelja. Pravijo, da rešil bi jo lahko le deček 7 let, ki še ni storil nobenega greha. In tako Veronika še danes čaka nanj. Kdor jo bo rešil, bo dobil vse zaklade, ki so skriti v kleteh pod malim gradom. Veste, večkrat so že kopali, da bi jih odkrili, pa jih še niso. Kajti največji zakladi se skrivajo v naši notranjosti, v tistem miru, ki ga Veronika sedaj nima. Zato naj nas ta legenda opomni na prave vrline, na sočutje in pa spomni, da nihče izmed nas ni brez napak. Tudi otroci ne. Delajmo tako, da bo naša vest mirna. Leto 2019 bo namreč zelo močno testiralo naše vrline, naša načela. Januar 2019 povezujemo s številom 4. Tega pa povezujemo s preteklostjo. Torej, v misli si prikličete situacijo ali nek občutek, ki si ga nikakor ne morete znebiti. Kaj bi bilo potrebno, da bi šli naprej? Kaj bi vam lahko pri tem pomagalo? Kdo bi vam morda lahko pri tem pomagal? Se lahko s kom pogovorite? Zelo pomembno je, da tiste občutke, ki vas bremenijo,
Ta občutek ujetosti in nemoči poskusite premagati že takoj v mesecu januarju. Število 4 povezujemo tudi z našim fizičnim telesom, zato se posvetite svojemu zdravemu ali malo manj zdravemu načinu življenja. Zaužijete dovolj vitaminov, mineralov, hranljivih snovi, pijete dovolj vode, počivate, se sproščate, se gibate in tako naprej. In potem še 2 vprašanja. Bi bil otrok, ki ste vi nekoč bili, danes ponosen na vas? In ali boste vi, kot starejši, tik preden se boste poslovili od tegale življenja, ponosni na sebe? Takole, to je delo za dušo za januar 2019.